Našo kamero smo se skupaj z 8000 pohodniki odpravili na tradicionalno literarno pot od Višnje Gore do Muljave. V Šentviškem centru za zdravljenje otrok so prejeli mednarodni certifikat kakovosti in s tem pridobili tudi širšo mednarodno prepoznavnost. Veliko jih je med nami, ki so predani različnemu zbirateljstvu. Med dokaj pogostimi so tudi filatelisti, numizmatiki in kartografi. Mi smo si za vas ogledali njihovo razstavo v njihovem klubu. Prav slastne jedi so pripravljali mladi tekmovalci na regijskem tekmovanju za zlato kuhalnico. Morda bo kateri od receptov všeč tudi vam. Morski datli so ogrožena vrsta morskih školjk prav zaradi njihovega izvrstnega okusa. Kako ohraniti to vrsto, smo prisluhnili na nedavnem predavanju, ki ga je pripravil Piranski zavod za varstvo narave. Pa pojdimo po vrsti. Po literarni poti od Višnje Gore do Muljave se je približno 8000 ljudi letos odpravilo že 19. zapored. Zamisel o Jurčičevi poti se je sicer porodila ob 150-letnici rojstva našega prvega romanopisca. Dežela desetega brata tako sedaj že tradicionalno prvo soboto v marcu vabi na 15 km dolgo pot. Pohodnike so organizatorji tudi letos počakali v Višnji Gori, nato pa so se skupaj povzpeli proti Staremu gradu, Zavrtačam in Polževem. Od tam naprej pa na Muljavo. Pot je super, vzdušje je tu najbolj pomembno, zato pa tudi pridemo sem, kaj toliko ljudi. Zelo fajn. Soha, brez blata. Ni bila naporna, prijetna, ponekod je bilo malo blato, malo snega, malo vzponov, ampak prijetna. Ja, super. Prvič sem, veliko sem slišala zanjo, ampak mi je bilo všeč, res. Josip Jurčič je na Muljavi sicer preživljal svoja mlada leta, poznaje pa je v svojih literarnih delih ohranil utrip svojega časa in poteze tamkajšnjih ljudi. Glavni namen Jurčičevega pohoda je tako zagotovo ohranjanje spomina nanj. To je spomin na Josipa Jurčiča. In pred 19 leti je Planinska zveza, Planinsko društvo Viharnik organizirala prvič ta pohod, spomin na našega Josipa Jurčiča od Višnje Gore do Muljave. Sedaj je pa že 19. Izmed vseh pohodnikov pa smo našli tudi takega, ki se je Jurčiču s pohodom na Muljavo poklonil že 19. Tako je, 19. od vsega začetka hodim, redno. Osrednja slovesnost se je na Muljavi začela nekaj pred poldnevom. Udeležencem je bil tako ponujen tudi kratek kulturni program, zbrane pa je med drugim nagovoril tudi slavnostni govornik, igralec Roman Končar, ki se je obregnil ob trenutno stanje na področju kulture. Ni zato, ker je domišljeno, racionalizirano in sistemsko umeščeno v vsemu naravnemu skladnejšo obliko od prejšnje. V zakonsko urejeno obliko, da omogoča transparentnejši pregled nad vsem tistim, kar je bilo še do pred kratkim privilegij, kulturbunt privilegirancev obeh spolov. Pohodnikom pa je bila v galeriji Kresnička na ogled postavljena tudi slikarska razstava Marije Tratar. Vsako leto tradicionalno prirejamo intimnejše vzdušje in sicer se domačini priklonimo svojemu rojaku. Tako vedno obogatimo dogodek z likovno razstavo. Tokrat imamo na ogled imenitna dela Marije Tratar. Torej, na razstavi smo dali naslov Diši po kruhu, ker je res dišalo. Tradicionalen Jurčičev pohod je sicer pomemben tako za prepoznavnost občine Ivančna Gorica kot za kulturno ozaveščenost ljudi. To je za občino Ivančna Gorica ena od glavnih prireditev, še posebej v začetku leta. Sem vesel, da je to že 19. in da skupaj stopimo vsa društva, krajevne skupnosti in tudi občina, planinsko društvo in da to organiziramo tako, kot je treba. Danes nam služi še vreme. Še posebej pa sem vesel, ker se vsako leto udeleži tega pohoda veliko število ljudi. Danes pa imamo v gosteh tudi naše prijatelje iz občine Hiršajt, kar da še posebno pohvalo našim prizadevanjem, da bi našo občino čim bolj predstavili
znotraj meja naše države, pa tudi izven. Gotovo je pomembna, zato ker nas spomni na pomembnega človeka, ki izhaja iz našega okolja. Pomembna je za naše dijake, zato ker se vključujejo vsebine iz tega obdobja, v katerem je živel Jurčič, tudi v vsebine, ki jih obravnavamo v šoli. Živimo v tem okolju, ponosni moramo biti na tradicijo in na preteklost, tako da štejemo, da je to ena od pomembnejših dejavnosti. Jaz sem prepričan, da vse, kar je slovenskega, pa nisem noben nacionalist, imam pa rad to zemljo, pa rad imam tudi nekatere ljudi, ki tukaj živijo. Vsak tak dogodek, ki je povezan s slovenstvom, z atributi slovenstva, jaz sem tako lepo po slovensko povedal, s temi temeljimi slovenstva, je vreden vsakršne pozornosti, da se ljudje družijo, pa vejo, zakaj se družijo. Pa če še kdo od njih kaj od Jurčiča prebral, smo Slovenci na kojnu. Spomin na Josipa Jurčiča bodo s pohodom na Muljavo ohranjali tudi v prihodnje, zagotavlja Aleš Erjavec. Za prihodnji 20. pohod pa pripravljajo tudi neke posebnosti in novosti. V Centru za zdravljenje bolezni otrok iz Šentvida pri Stični so prejeli mednarodni certifikat kakovosti v zdravstvu. To akreditacijo, ki med drugim prinaša večjo prepoznavnost v evropskem prostoru, podeljuje mednarodna akreditacijska hiša Det Norsk Veritas. Center za zdravljenje bolezni otrok je specialna bolnišnica za zdravljenje kroničnih bolezni otrok in za njihovo rehabilitacijo ter vzdrževanje vitalnih funkcij pri neozdravljivo bolnih otrocih. Za pridobitev mednarodnega certifikata so se odločili, ker so želeli dati zdravljenju otrok dodano vrednost. Postavljalo se je vprašanje, ali pristopimo najprej k ISO standardu ali gremo na ta mednarodni, in smo se odločili, da gremo na ta mednarodni, za katerega pa itak moramo narediti še ta ISO standard v roku 3 let. To zdaj pomeni v bistvu šele začetek. Stvari smo postavili tako, da funkcionirajo, da so opisani vsi postopki. Zdaj je pa treba nadaljevati s tem in dopolnjevati stalno vse te parametre oziroma te standarde. Pridobitev akreditacije je sicer pomenila dolgotrajen postopek. Samim tem delom, da smo začeli gledati, kako se dela, kako se vodijo določene stvari, smo pričeli že pred leti, ko so ostale bolnišnice pristopale k ISO standardu. Ker smo tako majhni, nas je bilo enostavno strah, kako začeti, kje začeti, ker je omejeno število ljudi, ki lahko to dela. Tako da smo potem intenzivno pripravljali te stvari, tako da smo pa zbrali vso dokumentacijo, smo pa v bistvu začeli v zadnjih mesecih, ko smo se odločili, da želimo dobiti ta standard. Tako da zdaj na koncu smo praktično zlagali papirje skupaj. Vse ostalo je pa plod več kot 10-letnega dela. V Centru za zdravljenje bolezni otrok je sicer 50 zaposlenih, na voljo pa je 60 postelj. Od tega je 15 postelj namenjenih podaljšanemu hospitalnemu zdravljenju za te res težke bolnike, ki je včasih jim celo nemogočena nega v domačem okolju. Trenutno imamo na tem oddelku 8 otrok, medtem ko na ostalem oddelku jih je okrog 20. Se pravi, nismo polno zasedeni, imamo pa še en oddelek, ki, bom rekla, je večino prazen, je pa namenjen predvsem spremstvu staršev. Ugotovili smo, da tudi vse te programe, ki jih izvajamo, je pri mlajših otrokih, nekako do 10 let, zelo poučno, da so zraven tudi starši. Predvsem pri tem programu prekomerne telesne teže, ker edino tako starši potem zaznajo težo same bolezni. Prvič se je v Šentviškem centru mudil minister za zdravje. Meni je izredno všeč, to je, bom rekel, velikost ustanove, ki je takšna, da se resnično lahko lepo v njej počutiš, in verjamem, da ob vseh težavah, ki jih ti otroci imajo, da jim je saj tu poskrbljeno, da jim je v tem obdobju lepše in lažje.
Pridobljeni mednarodni certifikat pa je predvsem veliko priznanje, dodaja. Mislim pa, da je še najbolj pomembno res za vse tiste, ki se v tej bolnišnici zdravijo in za njihove svede starše, glede na to, da zagotavlja to bistveno večjo varnost lahko pri delu, večjo kakovost in nenazadnje tudi zadovoljstvo in otrok, staršev in tudi zaposlenih, kar je izredno pomembno. Ta akreditacija pa temelji v prvi vrsti na znanju in na tem, da so ljudje se pripravljeni razdajati za svoje poslanstvo. To je pa skrb za otroke, ki so odvisni skoraj da popolnoma ali pa večinoma od tuje pomoči. In tak program zdrževati in ga razvijati do te ravni, da pridobiš eno mednarodno akreditacijo, ki te uvršča med vrhunske institucije te vrste v Evropi, ni preprosto. Pa še ena značilnost je tega kraja, da živijo v neki maksimalni simbiozi in šola in center in ljudje in župan in okolica in zato so tudi te integrativne možnosti pravzaprav in tako imenovana, kot se pravi, družbena odgovornost dosledno izpeljana. Ta akreditacija je 7. v Sloveniji. Namreč to je skoraj da nujnost, ker bo začela veljati naslednje leto odredba o čezmejnem zdravljenju pacientov in seveda to je temeljni vstopni pogoj, da lahko asistiraš tudi zahtevam tujih zavarovalnic in zahtevam tujih pacientov. In akreditacija je prva srečka, ki jo kupiš, če hočeš dobiti zadetek. V prihodnje se obeta sodelovanje Šentviškega centra in občine Ivančna Gorica. Slednja namreč razmišlja, da bi na tej lokaciji delovalo še medgeneracijsko središče. Nekaj kapacitet je prostih, lokacija je čudovita, volja strani direktorice je, volja strani občine je tudi, ker pa gre to bolj za pilotne projekte, pa moramo nekako dobiti še soglasje države, vsebino pripravljamo skupaj z inštitutom dr. Antona Trstenjaka iz Ljubljane. Skratka, prve korake smo že naredili, mislim pa, da smo na dobri poti in nam lahko uspe. Je pa tukaj na tej lokaciji še kar nekaj prostora tudi za dodatne možne investicije, če bi se pokazala potreba po izgradnji nekih stalnih postelj še dodatnih, je na območju bolnišnice še prostor, tako da bi nekako lahko združili medgeneracijska središča tudi z enim oddelkom doma za starejše občane. To pa mislim, da bi bila tista končna oziroma končni izplen, ki bi bil najboljši. Podoben projekt načrtujejo tudi v Višnji Gori, kjer so že pridobili idejne načrte za prenovo stare šole, v kateri bi uredili medgeneracijsko središče z nekaj posteljami za stalno oskrbo, še dodaja župan. Filatelistično društvo Novo mesto je pred kratkim pripravilo že 43. mednarodno srečanje filatelistov, numizmatikov in kartofilov. Obisk srečanja je bil nekoliko manjši kot ostala leta, je pa kljub temu dosegel svoj namen. Namen je pač srečanje zbiralcev, pridejo trgovci iz Slovenije, iz Hrvaške, razstavijo po mizah svoj material in potem zbiralci iščejo, se pogajajo. Filatelistično društvo Novo mesto obstaja že od leta 1949. V dobrih 60 letih je društvo doživelo tako nekaj vzponov in padcev. Skozi leta so si namreč sledila obdobja zmanjšanja in povečanja števila in aktivnosti članov, trenutno pa jih v društvu 18. Društvo je bilo ustanovljeno 25. septembra 1949 in leta 2009 smo praznovali 60 let, ob tem izdali tudi 400 strani debel zbornik v barvah, v katerem smo predstavili naše delo zadnjih 10 let. Pred 10 leti, o 50-letnici smo pa ravno tako izdali zbornik, tako da imamo tradicijo na vsakih 10 let, popišemo naše delo, predstavimo, kaj člani zbirajo, povemo nekaj o poštni zgodovini Novega mesta in okolice, o poštnih žigih,
v poštnih poteh. Predstavimo tudi filatelistično gradivo, na katerem je upodobljeno Novo mesto, na primer na znamkah, na dopisnicah, na pismih, na žigih. Tako da malo, bom rekel, pokrijemo to lokalno zgodovinsko plat. Poslanstvo tako novomeškega filatelističnega društva kot ostalih 28 tovrstnih društev v Sloveniji je predvsem zagotavljanje članom dostop do novih znamk. Poslanstvo pa je v bistvu društva je zagotavljati članom abonma, redno dobavo slovenskih znamk in nabavo tudi tistih, ki jih pošta na svojih okencih pri abonmaju ne da. Prihaja namreč do različic, do ponatisov, spremembe barve, spremembe zobčanja in to pošta več ali manj ignorira. Mi v društvu smo pa dosledni in to iščemo in članom zagotavljamo. Je pa novomeško društvo skozi leta že predlagalo kar nekaj znamk, ki jih je pošta kasneje tudi natisnila in dala v obtok. Novomeško društvo je predlagalo že veliko znamk, izšlo jih je pa manj, ker pač želje so velike, nabor znamk v letu je pa majhen in potem komisija pri Pošti Sloveniji odloča, kaj ja in kaj ne. So pa išle že znamke, v bistvu, ki se tičejo Novega mesta in njegove zgodovine. Naprimer, ob 100-letnici rojstva Božidarja Jakca sta išli dve znamki, prvi dve v samostojni Sloveniji 1993. leta ob 500-letnici kolegiatnega kapitla, potem leta 1994 ob svetovnem mladinskem kolesarskem prvenstvu v Češči vasi, pa potem leta 1998 ob 100-letnici Leona Štuklja. Ponovno bodo oblikovanje znamke predlagali leta 2015, ko bo Novo mesto praznovalo 650 let ustanovitve. Sicer pa različne priložnostne žige in razglednice izdajo tudi ob dogodkih društva. Običajno ob dogodkih društvo izda ali kakšno razglednico, pismo, spominsko ovojnico, na katero nalepimo znamko, damo izdelati priložnostni poštni žig in to požigosamo, tako da je v bistvu kot neke vrste suvenir. Tudi žig je na pošti 10 dni, društvo pa naredi manjšo razstavo na 3-4 vitrinah. Zbiranje znamk je v Sloveniji relativno priljubljeno. Filatelistična zveza Slovenije, ki povezuje vseh 29 filatelističnih društev, sicer šteje 1500 članov, okoli 6000 pa je še takih, ki kot abonenti prejemajo vse znamke Slovenske pošte, niso pa člani društev. Članico novomeškega društva, ki znamke zbira že prek 60 let, smo našli tudi na srečanju. Zbiram od leta 1949, ko sem bila še pionir, pol mladinc in potem naprej. Kot pravi, pa ne zbira zgolj znamk. To je hobi, nam pomeni, mi ne moramo z te kože ven. Jaz bi že vrgli stran, pa ne moramo to, pa smo se pa tudi z možem najdli, da on tudi zbira, on ima doma tudi svoje zbirke. Zbiramo pa tudi, naprimer jaz, numizmatiko, evre, vse evre, te, ko je Evropske unije, to je ok. Hobi, nimam ok, pa zbiram tudi stare razglednice. Na srečanju smo tako imeli moč videti tudi star denar in razglednice, predvsem take iz Novega mesta. Naslednje tovrstno srečanje si lahko obetamo drugo soboto v septembru. Da mladi niso vešči le računalnika, ampak tudi drugih koristnih dejavnosti, so pred časom dokazali udeleženci tekmovanja za zlato kuhalnico. V novomeški srednji šoli za gostinstvo in turizem so namreč pod okriljem Turistične zveze Slovenije in Turistično-gostinske zbornice pripravili eno od 7 regijskih tekmovanj. 21 učencev od 6. do 9. razreda je svoje znanje preizkusilo v pripravi štajerske kisle juhe in pohorske omlete. Letošnje tekmovanje za zlato kuhalnico je bilo 3., prvič pa je regijsko tekmovanje potekalo tudi v Novem mestu. Z njim želijo mlade spodbuditi k kuhanju in nenazadnje s takšnim tekmovanjem promovirati domače jedi.
tudi načini priprave, zdrav način prehranjevanja, potem dobro je, da so ti učenci potem morda nekoliko motivirani tudi za vpis na našo šolo. To je promocija poklica za nas in seveda motivacija za učence, da se pripravljajo k delu, da ponovno spet primajo v roke nož, kuhalnico, vilico in pričnejo z delom. Ne samo preživljanje prostega časa kot takega, da ga izkoristijo. Jaz mislim, da s tem, ko se v šoli ukvarjajo tudi za prehrano in pripravo, jih osveščajo o načinu priprave in hkrati tudi o zdravem načinu prehranjevanja. Hkrati pa glede na to globalizacijo in kaj vse dobimo na slovenske police v trgovini, tudi to, da uporabljamo slovensko domače predelane proizvode. In če jih bomo že v mladosti, v osnovni šoli v tem duhu vzgajali, pomeni, da jim bo to ostalo tudi ne samo za profesionalno pristop upravljanja police, ampak tudi za normalno življenje vsakdano. Kot je povedala Meta Černe iz Turistične zveze Slovenije, je vsako leto več sodelujočih šol, tokrat jih je bilo že 75. Ja, jaz mislim, da glavni pomen je to, da otrokom predstavijo prvič srednja šola, kako to izgleda, ko pridajo direktno sem, pa da mogoče dobijo še malo veselja, da dobijo neko željo po kuhanju in po izobrazbi, recimo kuharja ali natakarja. Tekmovalce določijo v sklopu gospodinjskega pouka. Ja, najprej smo se pač v skupine po 3, kdor se je želel prijaviti, ne? Potem smo imeli tako že prej eno tako, pač vsi smo mogli nekaj skuhati in pol so zbrali najboljše in smo bili mi 3 zbrani in pol smo se tako aktivno, tako 2 tedna bolj pripravljali na to. Vsak dan smo tako kuhali. Na enih šolah imajo pa toliko otrok, ki se zanimajo za to, da imajo že šolsko izbirno tekmovanje, katera ekipa gre naprej, ne? Zdaj je pa striktno določimo, da je lahko samo 5., 6., 7. in 8. razred, ker 9. razred dejansko ne pride več v upoštev, ker je že odločen, kam bo šel po osnovni šoli, ne? Regijskega tekmovanja v Novem mestu so se udeležili predstavniki osnovnih šol Stična, Boštanj, Luisa Adamiča, Grosuplje, podružnične šole Višnja Gora, Koprivnica, Karmel in Primož Trubar Velike Lašče. Tekmovanje je za otroke priložnost. Da dokažemo, koliko smo se naučili čez cel let. Mi recimo smo iz izbirnega predmeta sodobna priprava hrane, da pokažemo svoje znanje, kaj znamo do zdaj kuhati. 3-članske ekipe so kuhale in pekle štajersko kislo juho ter pohorsko omleto. Pa je bila to zahtevna naloga? Ja, pri pohorski omleti to, da je pravčas šla ven, ne, smo jo dali ven, pa prepogen, da se ni prelomila, ker je tako, pač hitro se prelomi. 5-članska komisija, sestavljena iz 3 članov društva, kuharjev in slaščičarjev, strokovnega učitelja srednje gostinske šole in predstavnika dijakov, je vzela podrobno gled tako pripravo jedi kot njihov končni videz in okus. Tekmovalci imajo 10 minut časa, da pripravijo delovni prostor, se pravi vsemi pripomočki in živili. Komisija pride v kuhinjo in spremlja njihovo delo. Moram reči, da ne spremljamo tako strogo, kot delamo to pri profesionalcih, ampak jaz vedno tekmovalcem rečem, tako kot če bi kuhali doma in mami reče, pospravi za sabo, pobriši za sabo, pomij posodo, odnesi smeti. Koklič je povedal, da so bile vse jedi užitne, kar pomeni, da so otroci dobro kuhali, zato niso podelili bronastega priznanja. Vsi, razen ekipe osnovne šole Stična, ki je osvojila zlato, so namreč prejeli srebrno priznanje. Na državno tekmovanje, ki bo oktobra potekalo v sklopu 59. gostinsko-turističnega zbora Slovenije v Radencih, so se tako uvrstili mladi kuharji iz Stične in Boštanja. Sicer pa si je tekmovanje v Novem mestu ogledal tudi predsednik Mednarodne kuharske zveze iz Islandije, Gissur Gudmundsson, eden najboljših kuharjev na svetu. Tekmovanje je priložnost za promocijo našega poklica, mladim pa omogoča, da vidijo naše delo v kuhinji. Ko jih danes tako gledam, jim na obrazih vidim, da so zelo navdušeni, očitno jim je kuhanje všeč. Gudmundsson pravi, da zanimanje za kuhanje po vsem svetu narašča, tudi po zaslugi različnih kuharskih oddaj. Večina mladih si želi v kuhinji postati Jamie Oliver, kar ne gre čez noč, dodaja. Potrebnega je ogromno trdega dela, predvsem pa pri kuhanju šteje strast.
Z osveščanjem gostov in gostincev ter povezanim delovanjem pristojnih ustanov želijo v Piranskem zavodu za varstvo narave doseči zmanjšanje prodaje morskih datljev, zavarovane vrste školjk, ki živi v obalnem morju. S projektom, ki so ga začeli 2010, potujejo po Sloveniji in tako so se nedavno ustavili tudi v Centru biotehnike in turizma na Sevnem. Spodbujanjem spoštovanja prepovedi nabiranja in trgovanja s temi školjkami želijo prispevati k zmanjševanju negativnih vplivov, ki jih v naravi povzroča nabiranje morskih datljev, ter tako izboljšati stanje ohranjenosti morskega živega sveta. V 3 letih predvidevajo številna srečanja in predstavitve, kakršna je bila v Srednji kmetijski šoli Grm. Mi z našo razstavo in vsemi aktivnostmi v projektu Morski datlji ne hvala pozivamo tako gostince, da pač s to dejavnostjo prenehajo, da datljev več ne ponujajo, kajti vemo, da ponudbe je dovolj, življenje v morju je pestro. Na drugi strani pa pozivamo tudi potrošnike, da teh školjk ne jejo več, ker s tem bodo pomagali ohraniti tako svoje zdravje, kot tudi morski ekosistem. Datlji živijo na morskem dnu, kjer si v skalah zvrtajo rove in v njih ostanejo vse življenje, če jih nabiralci ne zbezajo ven. Nabiranje teh školjk, po besedah Trampuševe, povzroča veliko škode v morskem okolju. Nabiralci razbijajo skale in s tem, ko razbijajo skale, uničijo tako bivališča datljev, kot tudi celoten morski ekosistem. Hkrati to pomeni, da je uničenje ponavadi tako veliko, da se ta ekosistem tudi zelo težko obnovi. In torej tukaj ne gre samo za to, da bi bili morski datlji ogroženi, ampak je ogroženo morje in biodiverziteta morja. Zato smo se mi tudi lotili tega našega projekta, da v bistvu pokažemo ljudem, da če jejo morske datlje, to pomeni, da pravzaprav podpirajo uničevanje morja. Druga težava je zdravstvene narave, kar je povezano s prepovedjo njihovega nabiranja. To pomeni, da datlji pridejo k nam predvsem po tihotapskih poteh. Tihotapljeni so v zelo neprimernih razmerah, pod pokrovi motorjev, v rezervnih gumah in tako naprej, brez veterinarske kontrole, in ko to pride na krožnik, vprašanje, kaj je, vemo pa, da so školjke že na splošno precej problematične, kar se tega tiče. Tako na slovenski obali kot ponekod v notranjosti datlje v gostilnah še vedno strežejo, čeprav je to po slovenski in evropski zakonodaji prepovedano. Zato to počnejo na skrivaj, pravi Trampuševa. Je pa tako, da včasih je to res bila neka tradicija. Morski datlji so veljali za kulinarično specialiteto, ljudje so pač si jih radi privoščili, ampak s tem, ko je v bistvu turizem naraščal, so se tudi povpraševanje se je potem povečalo in potem so tudi razsežnosti tega problema se zelo povečale. Tako da dokler so si domačini malo nabrali zase, to še ni bil tak problem. Kot se je pa to začelo nabirati na veliko in so se datlji tolkli tudi za prodajo v notranjosti države ali druge, so pa seveda probleme v okolju s tem zrasli. Datlj pa raste zelo počasi. 5-centimetrska školjka je namreč stara približno 25 let. S tem smo končali tudi tokrašnji dolenjski obzornik. K naslednjim vsebinam pa vas seveda vabimo natanko čez 14 dni in tudi takrat dobrodošli